Živijo, Katja? Živijo. Dobrodošla spet med najemniki. Hvala lepa za povabilo. Cela vrsta vprašanj, absolutno bolj ali manj povezana s tem, kar počneš, ko ne počneš tisto, ko ne poješ. Uradna glasbena izobrazba. Je nimam. Sem sicer igrala klavir v osnovni šoli, ampak nisem končala niti osnovne glasbene šole, kar mi je zdaj mogoče malo žal, ampak morda na stara leta spet začnem igrati klavir. Bom videla. Ergo, note da ali ne? Note da, toliko, da pač če dobim note, se lahko po notah naučim, ne pa da bi si zdaj jaz pisala note pri pripravah ali pa v tem smislu. Prvo zaznavanje glasbe, se pravi spomin na glasbo, kdaj si jo začutila? Moji prvi spomini na glasbo se ful vežejo na to, da smo mi, ko sem bila jaz mehna, se vozili v Vipavo pa v Tolmin vsak vikend, ker moja starša nista originalno iz Ljubljane in smo v avtu skozi poslušali glasbo. In to je tako zgledalo, mislim, ne samo, da smo jo poslušali, ampak tudi nekako smo morali peti. Moja mama je zelo želela, da pojemo zraven, je tudi ona pela v oktetu, ko je bila mlada. In tako, to se jaz v bistvu najbolj spomnim. Glasbe iz tam in moja mama je pol vedno pela harmonije zraven. In sem tam tudi jaz pobrala pol to, tako da potem sem jaz vedno prejela v terco ta najlažjo, kar še zdaj največ pojem. Pa je ona pela neki spodi, oče pa brat sta pa recimo pela lead. In to je bilo super. Tako da tudi, če si preveč potih pel, ti je rekla, bolj na glas, Katja, nič te ne slišim. Kakšna konkretna glasba povezana s temi spomini, ne nujno iz avtomobila, ampak tam okrog? Ful je bila svaštarnica v resnici, zaradi tega, ker sva zelo vplivala na to, kaj smo poslušali tudi midva z bratom, pa jaz sem imela takrat zelo vprašljiv glasbeni okus, se mi zdi. Zna biti, da sem jih posiljevala tudi s kakšno Aqua, kdaj ali pa čem takim, pa Caught in the Act ali pa kakšne te. Drugač Parni valjak nam je bil tako najbolj, mislim, da tist smo res zdrajsali. No. Po vseh kilometrih v avtu, prvo resno razmišljanje, recimo, da bi se ukvarjala z glasbo oziroma pot do danes. Pot do danes. Jaz v bistvu nisem nikoli razmišljala, da bi se resno ukvarjala z glasbo, niti se nisem tako jemala, kakor da se resno ukvarjam z glasbo, mogoče do zdaj praktično. Zaradi tega, ker se imam še vedno mogoče malo za amaterko, tudi imam malo tega imposter sindroma mogoče včasih, ker pač nisem šolana glasbenica. Ampak se je kar nekako zgodilo. Jaz sem back vokale začela peti tako, da me je en kolega na mojem rojstnem dnevu, ko smo bili vsi malo pod gasom, vprašal, če bi jaz pela per Gino Tubeke. Ker nisem nič itak sploh. Sem rekla, ja, mislim, ker smo pač na plaži, poznala sva se iz morja in smo na plaži pač peli ob kitari in je vedel, da približno znam neki pet. In se je v bistvu pol tako začelo. Jaz sem bila že na faksu in sem pela kar nekaj let per Ginotu, to je pevc od Hoffman danes. Oziroma pač tudi kot Gino še vedno deluje. Pol se je pa v bistvu to razvijalo tako nekako organsko, preko nekih poznanstev. In zdaj lahko rečem, da ja, dejansko to predstavlja nek velik del mojega življenja, nisem pa nikoli razmišljala o tem kot o nekem cilju ali pa kot o neki karieri. Bilo mi je vedno ful všeč, že od parnega valka naprej, ker sem videla Bekico, sem bila tako Bekice, pač to bi pa jaz, ne. In pač zdaj dejansko to jaz. In včasih še vedno ne morem verjetno. Ta druga vrsta je bila samo druga vrsta vedno ali si kadarkoli razmišljala, da bi stopila? Ne. Vedno je bila druga vrsta mi zelo ustreza, v drugi vrsti se ful dobro počutam, mislim, ni mi problem tudi kdaj 5 let per executives, ker delujem tudi pojem lead in mi je tudi super, ampak da bi pa želela neko svojo solo kariero, pa nikoli v bistvu ni bila niti želja, nimam, mislim, da je tako kar precej velik pritisk na frontmenih oziroma front women, česar si pač res niti ne želim, niti mi ni ta spotlight in ta prvo me ne pritegne, no. Druga vrsta je super. Druga vrsta je to. Ko pride do klica, do elektronskega sporočila, Katja, snemamo, rabimo. Kakšen je drill,
da pride do končnega izdelka? Pri snemanjih je ponavadi tako, da v bistvu te pokličajo, da se nekaj snema, pa zelo dostkrat niti ne slišiš komada, dokler ne prideš tja. Tako da ni neke priprave, prideš, poslušaš želje in tako imajo ponavadi producenti ali pa artisti že neko idejo, kaj so si predstavljali in pol to probaš nekako ujeti ali pa probaš različne stvari, pa vidiš pol na koncu, kaj najbolj dela. Ali pustiš posnetek, s katerim nisi 100% zadovoljna? Po moje ponavadi, če vem, da nisem zadovoljna ali pa če vem, da lahko boljš, rečem, a lahko sam še enkrat. Je pa res, da tudi znajo nepopolne posnetke toliko dobro obdelati, da ponavadi dobro zveni, no, tudi če ni čisto perfekt. Najbolj važen je feeling, ni nujno zdaj, da je najbolj točen, ali pa to se že da malo speglati. Koncertni nastopi, če ne zaradi drugega, laično mnenje, je količina tista, ki narekuje drugačen tempo. Jaz veliko delujem v zasedbah, ki se priložnostno dobijo za en koncert, ne. In takrat je pol kar nekaj dela. Jaz si ponavadi naredim playlisto, poslušam, skoraj vedno, če mi le uspe, spišem tekste, in potem pač označim, kje so backi, približno si poslušaš svojo linijo, itak vemo tisti, ki se dobimo, kdo bo kaj pel približen, se med sabo večinoma tudi že poznamo, pol se pa vedno dobimo backi na eni vaji pred vajami, vsaj na eni vaji pred vajami z bendom ali pa z orkestrom ali kakorkoli, da si pač razdelimo linije, zacahnamo, vedno si posnamemo, da imaš pol voice memote, jaz jih imam po moje že okrog 1000 samo iz vaj, z back vokali, pa do konca narediš pač še na vajah z bendom. V bistvu vsaka, ne nujno zasedba, ampak vsak komad zahteva drugačno vlogo. Pač nekje si bolj v prvem planu oziroma blizu prvega plana, dajmo tako reči, nekje pač vedeti moraš, kaj je tvoja naloga, na kakšen način podpreti in pač lead vokalista in pač kako sodelovati v tej celi zvočni sliki. Tako da ne bi rekla nujno, da je od same zasedbe res odvisno, ampak dejansko pač moraš vsak aranžma vzeti zase in vedeti, kaj je tvoja vloga v tem aranžmaju. To je to. Se je kdaj zgodilo, da spremljevalna pevka ali pevec opomni glavnega, da je mimo? Najbrž kdaj, ja. Mislim, zdaj, to je zelo delikatno je, recimo sploh, če s kom sodeluješ tako sam enkrat priložnostno, pa če veš, da je recimo nekje zna biti nizek, pa to, ja, se ga opomnaš ali pa ga opogumiš včasih tudi, ne, ker včasih so na kakšnih nastopih so ljudje tudi nervozni za brez veze, pa zaradi tega ne dajo toliko dobro od sebe, tega, kar znajo dati. Bolj ga upozoriš na kakšne napake, ki se zgodijo mogoče v samem aranžmaju, pa to pa ja. Ali pa ga skušaš tudi, če že, ko naredi napako, tudi če naredi napako na koncertu, da ga probaš rešiti, ne. Ali s tekstom, ali s formo, če gre v napačen del komada, pač tako. Tam in takrat. Tam in takrat, ja. Tam in takrat. Malo bolj odločno, takrat mogoče zapoješ tist, kar ne bi bilo takrat, da ga vrneš na pravi tir. 100% ljudi sprejema glasbo takšno in drugačno, zato ker jim je všeč ali ne. Kot profesionalna spremljevalna pevka si dovoliš reči ne, zato ker ti nekaj ni všeč, če dobiš material naprej. Oziroma, kako pomembna je ta všečnost za... Moram reči, da ni veliko takih dogodkov v moji karieri, da bi dobila nek material, pa da bi rekla, to pa res absolutno ne bom. Sem pela tudi stvari, ki mi niso bile všeč. Trg je v bistvu tudi toliko majhen naš, da težko zdaj si izbiraš sam tisto, kar pa bi ti doma poslušal. Mimo spremljevalnega,
mini osebni portret, ne, da ne bo ostala samo pri glasbi. Katja, ko ne snema, ko ne koncertira, ko ne vadi. Pač življenje tako obično bi se rekel, hodim v službo, delam na oglaševalski agenciji, ful imam rada tudi službo, oziroma to, kar delam, imam družino, imam majhnega otroka, starega sina, starega 4 leta, s katerim preživim večino popoldnevov in zgodnih večerov. Včasih nam rata iti še na kakšen izlet, včasih mi rata iti še na kakšno jogo ali pa na kakšen tenis, ampak zadnje čase je tega časa kar zmanjkuje. No. Zaradi tega tudi sem zdaj nekako začela dojemati ta drugi del, ta karijera v smislu glasbe, da dejansko je zelo velik del mojega življenja. Polka enkrat vidiš, koliko v bistvu moraš prilagajati svoje življenje tudi temu. Sploh, ko imaš enkrat otroka, pa rabiš za vsak koncert varstvo. Zelo pestro. Življenje. Ja. Zaključiva z visoko noto, kot pravijo, skladba studijska, na katero si še posebej ponosna. Izbrala sem od Hauptmana Daydreaming of Kelly remix. Remix, ki ga je naredil Jernej Kržič, sicer originala, in je bil izdan na sladica albumu, kjer imajo back vokali v bistvu nek tak solo del, ki sem ga jaz posnela med covidom v dnevni sobi na nek običan šur s štumfom čez, bolj kot idejo, ampak potem so dejansko te vokali ostali v tem komadu in to je zdaj to, kar se sliši. Tako da ta komad se mi zdi, da tako dober. Ok, sanjarjenje v Kaliforniji, remiksana verzija. Ja, tudi vsebina je taka in obvestila uredništva, prej omenjeni remikser, producent je tvoj življenjski partner. Ne? Res je. Tako, Daydreaming of Kelly, remix čez nekaj trenutkov na Valu 202. Katja, hvala. Hvala tebi. Čim več lahkih terc. Ja, tudi kaj malo težjega, no, nič hudega, če bi bilo kaj drugega, kot sam alpska terca.